precej webinarjev, tokrat v obliki pogovora majhne skrivnosti vrhunskih podjetnikov SBC-ja. In sicer na temo, kako uspešno čez krizo kljub lockdownu. Danes se bomo pogovarjali z Iztokom Stanonikom, večinskim lastnikom, in Iztokom Novakom, direktorjem podjetja Polycom. Tema pogovora bodo uspešne rešitve Polycoma zaradi izzivov, ki jih je povzročila epidemija, oziroma kako so se odzivali na krizo COVID-19 in kako izzive rešujejo tudi glede na trenutne razmere. Sogovornika nam bosta zaupala tudi, kje vidita prihodnost in kam so se usmerili v podjetju Polycom, da so uspešno prebrodili krizo. Pogledali bomo ključne odzive podjetja, med drugim, kako so se odzivali že pred razglasitvijo lanske epidemije, kako so hitro prilagajali delo, katere zdravstvene zaščitne ukrepe so uvedli in podobno. Webinar bo vodil Goran Novković, izvršni direktor SBC-ja. Veseli smo, da se je na tokratnem webinarju prijavilo več kot 30 slušateljev. Vabimo vas, da vaše vprašanja zastavite s pomočjo ikonce pogovor chat. Na koncu webinarja pa vprašanja lahko zastavite tudi tako, da dvignete roko v aplikaciji z gumbom Raise Your Hand, tretja ikona. Ko vam bom predal besedo, prosim vklopite zvok, po potrebi tudi video in zastavite svoje vprašanje. Webinar bomo snemali, tako da boste kot vedno danes tekom dneva prijeli tudi njegov posnetek. Če boste imeli še kakšno vprašanje po koncu webinarja, nam jih lahko pošljete in jih bomo posredovali naprej današnjima gostoma. Preden pa začnemo, prosim še enkrat vse, ki ste se nam pridružili po začetku tega uvodnega dela, da izklopite zvok in video, hkrati pa vabim gospoda Iztoka Stanonika in gospoda Iztoka Novaka, da se mi pridružita. Dobar dan. Dobar dan, lep pozdrav obima. Ja, dobar dan, tudi z moje strani. Kako sta? Pa v redu. V redu. Gledate tako v notranjih prostorih. Še vedno malo covidno, ne? Ja. Ja, ok. Polycom je znan potem, tudi mi smo veliko med sabo se pogovarjali, da se je zelo hitro, oziroma verjetno še preden se je začela uradna epidemija v Sloveniji, odzval na to, kar se nam je lani že približevalo v začetku leta. Kako ste se prvič odzvali in kdaj ste se sploh prvič odzvali na to zadevo? Ja, najprej vsem skupaj lep pozdrav. Zdaj, mi smo glede trenda razmer iz vidika covida začeli se pripravljati mogoče že kakšen teden pred marcem, ker smo pač pridobivali informacije tudi iz drugih podjetij in iz Azije, kaj se dogaja. Medtem ko bolj intenzivno pa takoj že v začetku marca, ko smo si nekako ustvarili pričakovanje, da se bojo razmere zaostrovale in potem se je iz tedna v teden to samo potrjevalo. Kaj ste pa storili? Kaj so bile prve poteze? Prve poteze so bile, da smo v okviru kolegija v bistvu se seznanili oziroma začeli pogovarjati o tej temi, zaradi tega, da ekipa na nek način pridobi ta občutek, da gre za vedno bolj resne razmere in se na ta način tudi ustvarjajo pričakovanja pri sodelavcih, da bo potrebno odločanje. Potem pa v prvem, drugem tednu marca so popadle prve odločitve oziroma spoznanja, da bo treba prilagoditi naročila dobaviteljem, da bo zagotovo sledil tudi upad povpraševanja, ker z prvimi informacijami o potencialnem zapiranju OEM-ov in potem tudi dejanskem zapiranju OEM-ov je pač logična posledica, da se bo to zgodilo. Kljub temu, da se v bistvu sama naročila strank niso prilagodila potem v informacijskih sistemih še en mesec zaradi reakcijskih časov drugih podjetij, smo mi v bistvu na nek način obsege nabave in obsege produkcije že prilagajali. Se pravi, v bistvu smo šli v proaktivno odločanje. Tudi zmanjševanje proizvodnje in tako naprej. Kaj pa razvoj? Pri razvoju in trženju smo bili nekoliko v dvomu na začetku, ker smo in sicer predvsem iz tega vidika, ali bojo pri strankah kontakti, relacije sploh na razpolago.
Ko pa smo videli, da bo vsaj minimum kontaktov, vsaj nekateri kontakti pri strankah na razpolago, potem je pa sledila odločitev, da se razvojne aktivnosti in tržne aktivnosti vse izvaja v polnem obsegu, kolikor le lahko, oziroma celo pospešena. Poenostavljena logika za Polycom je bila, prodaja izdelkov bo lahko padla celo na nič, prodajali bomo orodje in preživeli. Tisto, kar je bilo v tistem času izjemno pomembno, za razliko od zdajšnjega, bom rekel, manjšega lockdowna, pa sploh življenja z epidemijo, je, da smo vsi govorili o neki novi realnosti. Mindset se je spreminjal. Kako ste na to poskušali vplivati znotraj podjetja? Ja, prva reakcija v taki situaciji, ki se zgodi tako hitro, je pač krizni menedžment. Se pravi streznitev, potem mislim, da naslednje, kar je zelo pomembno, je timsko delo, da se ekipa zave, da smo na istem čolnu in da bomo zadevo skupaj reševali, se prilagajali. Od tukaj naprej pa agilno vodenje, odločnost, se pravi, potrebno je potegniti odločitve, ne cincati in pri takih odločitvah, ki so zelo težke, je tudi prevzemanje tveganj. Določena tveganja pač je potrebno prevzeti. Pa ste delali 8, 10, 12, 16 ur, ste kakšno odločitev sprejeli ob 10 zvečer? Delo smo organizirali, ja, nekateri smo delali še več, bom rekel, jaz sem bil prav nesrečen osebno, oziroma sem se kar nasmejal, ko so eni rekli, super, smo pa doma, pa počivamo, imamo čas za družino, vzemite si čas za družino, na drugi strani smo imeli pa sive lase in premišljevali in mogoče tudi kakšno neprespano noč, kako bo in kako se bomo organizirali, da bomo preživeli, kako bomo poskrbeli za zaposlene konec koncev, kako bomo odplačevali kredite in tako naprej. V tem obdobju se je začela dogajati, lahko bi rekel temu, kar digitalna revolucija, ne? Govorim predvsem pri osebni uporabi, saj v podjetjih pa tako naprej, verjetno to že bilo bistveno bolj v poslovni rabi, ampak pri osebni poslovni rabi predvsem, ne, z tega zornega kota, kako ste to doživljali? Ja, bom rekel, Polycom je družinsko podjetje, z lokacijo v Sloveniji, ki ni internacionalizirana, ne. Tako da je v bistvu ta potreba po digitalnih načinih komuniciranja bila manjša, recimo, kot je v korporacijah, kjer delaš v različnih časovnih pasovih, na različnih lokacijah na svetu. In te tehnike, bom rekel, uporabljaš že prej, ne. Ali pa bom rekel, kakšne velike ameriške korporacije, ko so pač zaradi outsourcinga svojega dela, ne vem, v Afriko ali pa v Indijo, že uporabljali ta način, smo mi ta prehod na ta način dela praktično naredili v 10 dneh. To pomeni, da smo se z ekipo tudi na osebnem nivoju z IT podjetjem dogovorili, da nam določene sisteme vzpostavi in so nam jih tudi vzpostavili v 10 dneh. Hitro, ne? Posebna zgodba kriznega komuniciranja je bila zdravstvena varnost, ne? Kako ste se s tem začeli ukvarjati? Ja, tukaj ponovno ekipno sodelavce, ki jih, se pravi, Polycom kot tako srednje veliko podjetje je, bom rekel, tudi na tem področju že tako organizirano, kar pomeni, da ima službo, ki skrbi za varnost pri delu, ki skrbi za sisteme kakovosti. In te službe pač smo povabili v krog in so nam pripravile, bom rekel, spisek aktivnosti in akcij, ki jih moramo izvesti, zato da preprečimo možnost širjenja virusa v podjetju. Zavedali smo se, da ne moremo vplivati na širjenje virusa izven podjetja, ampak v podjetju pa lahko. Tako da so zelo sistematično pokrili vse vidike, kako preprečiti širitve preko obiskovalcev, kako preko prevoznikov, kako preko razgovorov za delo in tako naprej, da celo takrat, v tisti fazi, nismo niti vedeli, koliko je ta virus recimo nevaren.
Bom rekel, pesimistično gledano bi bil veliko bolj nevaren, kot danes vemo, da je. Ne. Zato smo mi v tistem trenutku, recimo hrano, ki smo jo dali našim zaposlenim, je bila vsa termično obdelana, v takih posodah, da je lahko bila termično obdelana. Bom rekel, tudi v take detajle smo šli, ker enostavno nismo vedeli, ali se prenaša preko hrane, preko oblačil, preko česa. To so bile za nas prve informacije o virusu. Kasneje, ko se je začel jesenski val, predtem ste bili verjetno eni prvi, ki so uvedli tudi mobilno testiranje s hitrimi testi. Zakaj ste se za to odločili takrat? Mi smo se zavedali, da bo virus v podjetje prej ali slej prišel. Prišel bo iz okolja, lahko pa tudi z prenosom v podjetju. Ker zavedali smo se, da je nemogoče 100% preprečiti, da se ne bo pa prav nihče vključil, še posebej, ker nimaš vpliva na zunanje dejavnike. In mi smo že prej imeli oblikovane balončke, to pomeni, da so skupinice zaposlenih dejansko delale ločeno. To pomeni, pri nas so delali od doma praktično polovico podjetja, samo proizvodne aktivnosti v proizvodnji in proizvodne aktivnosti v orodjarni se je delalo na podjetju. Vse ostale aktivnosti, se pravi tudi do programiranja cenza strojev, bom rekel, dizajna izdelkov, kjer so potrebne grafične postaje, so zaposleni ali imajo že doma zaposleni Polycoma grafične postaje, se pravi imajo dvojno opremo, ali pa so jo odnesli domov, tisti, ki nimajo, zato so lahko nadaljavo delali cel teden, pa so jo pa nesli nazaj. Tudi pravilnike za, bom rekel, delo od doma, tudi če ni covida, zaposleni Polycoma, ki ima tako delovno mesto, da omogoča delo od doma, lahko dela do 2 dneva na tednu v svobodni izbiri od doma, že bom rekel, že v juliju, na osnovi pravilnikov. In bom rekel, smo pa želeli še v proizvodnji preprečiti potem prenos na celo proizvodnjo. Ker v naši industriji vemo, če ne zagotoviš oskrbe strank, bojo stranke nezadovoljne, bojo težave, bojo izgube poslov. In zaradi tega smo rekli, prvi primer, ko bo celotni balonček, skupina, v katerim so zaposleni, testiramo. Če se pokaže še kdo, gremo se testiranje naprej. So bili kakšni primeri? Ja, so bili. In bom rekel, verjamem, da smo na ta način, bom rekel, preprečili možnost prenosa okužb na podjetju. Recimo tudi primer, ko smo imeli, da je, bom rekel, partner ali pa brat zaposlenega v istem gospodinjstvu bil okužen, smo tudi zaposlenega testirali. In ga poslali v karanteno, da ne bi prišlo do prenosa okužbe na ostale zaposlene v podjetju. Zanimivo je bilo takrat, mislim, da je bilo to ravno obdobje, ko je bilo ravno v vaši okolici, tam v Poljanski dolini, Škofja Loka in tako naprej, izjemno veliko okuženih. Drži? Ja, to je bilo pa v obdobju novembra, posebej še konec novembra, pa začetek decembra je bilo število okuženih zelo veliko. In verjamem, da smo na ta način uspeli tisto krivuljo okuženih v podjetju poravnati. To pomeni, da ni bilo tako pokončna. Zdaj, koliko smo tudi v klubu spremljali, vaše poslovanje je bilo, sodite v bistvu skupino tistih podjetij, ki so imeli kar precej težav na začetku zaradi pretrganja logističnih verig in tako naprej. Skratka, ste morali tudi uporabiti nekaj pomoči države, ki je bila takrat na voljo, ampak potem ste tekom leta zelo dobro se odzvali na vse skupaj, dosegli, kar zadeva prodajo, zelo dobre rezultate, ampak na koncu je to rezultiralo v tem, da morate zdaj vračati pomoč. Kako se počutite o tem? Ali se počutite kaznovani? Ja, mogoče se bom jaz malo dotaknil. To ni prva kriza za Polycom. Prva kriza se je naredila za Polycom v razpadu Jugoslavije, druga je potem prišla, rečemo, leta 2008, ko je pač bila tudi svetovna kriza. Potem 2014 smo imeli poplave, 2016 v Črnomlju točo večjo kot jajca. Tako da vedno smo imeli,
Vzpone in padce. Seveda, v aprilu je za nas padla proizvodnja za 80%, praktično smo delali 20%, tako je isto pomenil. Mi smo delali v bistvu toliko, da preživimo, in na srečo je naša prodaja z novimi projekti delala zelo intenzivno in samo v aprilu pridobila 14 novih projektov, ki so znašajo, rečemo, na letnem nivoju vrednost brizganja 1.900.000 evrov oziroma v 5 letih 11 milijonov. Tudi maja in junija so bili zelo, zelo aktivni. Vsi smo se bali, da ne bo novih projektov, ampak na srečo smo jih zelo veliko dobili, tako da smo jih od marca do junija pridobili 32 novih projektov, kar je v bistvu na letnem nivoju bilo novega posla za 4 milijone oziroma v 5 letih za cirka 22 milijonov. Mi takrat, ko je kriza, še bolj stisnemo. To je malo tako, bom rekel temu, poljanska trma. Ja, trma. Poplave, ko smo imeli poplave, praktično so vsi zaposleni prišli z gumijastim škornji, z samokolnicam, z lopatam in so vozili ven blato, mulj. Zunaj smo zakurali, pekli čevapčiče in... Odlično, odlično. Prava štimunga, bi rekel temu, ne? Ja. Zdaj, rezultat pa ni bil tak, ne? Logično je, ker ste imeli veliko stroškov, veliko dodatnih resursov, se je ta zgodba, ko gre za dvig poslovanja potem poleti in drugi polovici leta, končala tako seveda, da ste na eni strani morali vračati pomoč, oziroma boste morali vračati pomoč, na drugi strani pa seveda rezultat na koncu ni bil takšen, če krize ne bi bilo. Je tako? Ja, je tako. Glejte, mi smo z uspešnim delom in z projekti, ki smo jih pridobili že predtem, poskušali ohranjati to razliko, tako da smo ob koncu leta pristali na 2% nižji prodaji približno, kot je bilo leto 2019, kar je bilo za nas zelo optimistično. Seveda, stroški so bili višji, tudi nove projekte, ki smo jih pridobivali, smo mogli zaposliti nove ljudi še v zadnjem kvartalu, tako da smo šli z 278 ljudi na 298. Seveda, za april, maj smo mi dobili res državno pomoč, zato ker takrat nismo vedeli, ali bo sploh možno preživeti brez te pomoči, nismo vedeli, koliko časa bo trajalo, tako da če bi vedeli, da bo za nas trajalo dobre 2 meseca pa pol, je verjetno ne bi vzeli. Ampak zdaj smo tle, kjer smo. Zdaj moramo pač to pomoč vrniti. Še bolj se mi pa zdi pa tako neumno, po domače povedano, je pa to, da pa, ker smo izplačali pa božičnico zaposlenim, moramo pa plačati pa še zamudne obresti pri vračilu teh subvencij. Skratka, sami ste se postavili na noge, imeli ste višje stroške, zato da ste se sploh lahko postavili na noge, dodatno ste nagradili ljudi, pa zaradi tega še dodatno plačujete in še vračati morate pomoč. Tako, in še zamudne obresti nam bo dali, zato ker smo dali ljudem v zahvalo še božičnica. Imate kaj preračuna, koliko ste izgubili zaradi samo tega, ker ste vzeli pomoč? Mogoče bi tukaj Iztok lažje kaj odgovoril, ampak ne vem, povej Iztok ti. Ja, če bi se odločali čisto poslovno, optimalno, na račun, bom rekel, dohodkov lastnikov in na račun dohodkov zaposlenih in tudi na račun drugačne organizacije poslovanja, bi mi bili približno 500 do 750 tisoč evrov rezultatsko boljši na koncu leta. Zdaj, ampak krize še ni konc, ne? Kaj se zdaj dogaja na trgu? Ja, zdaj, ali govorimo o novi normali ali o krizi, je vprašanje percepcije, ampak, bom rekel, trgi so zaradi situacije z covidom in tudi zaradi drugih mednarodnih tenzij bolj nestabilni, kot so bili v preteklosti. Posledično to vidimo, na primer, prevozni stroški za kontejnerski prevoz Azija, Evropa so se povišali iz prejšnjih 1500 evrov na 9000 evrov.
Potem sem se pogovarjal z enim kolegom, ki je zelo inovativen doktor na področju digitalizacije, ima tudi veliko programerjev iz Turčije in se veliko ukvarja z implementacijo PLC sistemov, ne. Vprašal, koliko pa je zdaj dobavni rok za en PLC, ne. Je rekel, ja, veš, prej je bil 3 mesece, zdaj je pa med 6 pa 9 mesecev, ne. Sem rekel, zakaj pa, ne? Je rekel, ja, ne veste čipov manjka, ne. Sem rekel, ja, koliko pa zdaj stane en čip, ne? Je rekel, ja, prej je stal $1,50, danes stane $9. Zdaj podobno situacijo vidimo, se dogaja tudi v gradbeništvu, pomanjkanje, bom rekel, ja, železa. V naši panogi, konkretno recimo na področju granulatov, je pa tudi prisoten trend rasti cen, kar pomeni, da veliki proizvajalci granulatov, kot so DuPont, BASF, Celanese, Solvay in drugi največji, ki imajo celotne verige vrednosti, dvigujejo, recimo povprečna cena granulata je recimo 3 evre na kilo, ne? Se dvigujejo te cene za med 40 centov pa med 1 evro, ne, na kilo. In te cene seveda mora tudi Polycom agilno prenašati naprej na stranke, ker takih razlik, takih donosov nihče v panogi ne ustvarja. In tukaj ponovno tisti, ki bo zaspal, bo ponovno imel velike izgube, slabo poslovanje. Ponovno gre za prevzemanje tveganj, kakšna stranka se lahko tudi zahvali in posel izgubiš. Pojavljajo se pa tudi nove priložnosti, kakšna stranka išče novega, konkurenčnejšega dobavitelja. In ponovno agilno vodenje, sprejemanje odločitev, prevzemanje tudi določenih tveganj, včasih tudi kaj izgubiš, ne dobiš vedno, in timsko delo. Tim se mora zavedati, da je to pomembno poslanstvo v tem trenutku. Spomnim se, lani na začetku leta, oziroma v prvi polovici leta, ko je epidemija se začela, je ena glavnih tez bila, da se bodo globalne verige lokalizirale. Ali glede na to, da je takšno povpraševanje, pa da so takšni cenovni šoki, se to sploh dogaja, ali je situacija bolj podobna, bom rekel, situaciji pred epidemijo, kot pa pričakovanja ob začetku epidemije? Dobro vprašanje, ampak v naši panogi jaz opažam, da se dogaja. Lokalizacija. Ja, opažam, da stranke vedno bolj iščejo lokalen vir ali pa vsaj delno lokalen vir, pa ne samo, bom rekel, pri nas kot ponudnikom stranke, ampak gledajo celotno verigo vrednosti. To pomeni, da gledajo tudi, ali imaš ti dobavitelje, ki so lokalni, ali imaš ti tudi kompetenco, se pravi, razvitih odnosov z dobavitelji. Sprašujejo, recimo včeraj sem imel zanimiv klic z našo stranko, bom rekel, zelo tehnično, zelo močno e-connectivity, ki je zelo prisotna na področju elektrifikacije, in so zelo močno poudarili tudi na orodjih, ali imamo samo lokalne vire ali imamo tudi azijske vire. Gospod Stanovnik, kar, izvolite. Srečo samo lokalne. Ok. Gospod Stanovnik, prej ste omenili, da ste že veliko kriz prešli, ne? Kakšna je ta v primerjavi s tistimi prejšnjimi, recimo na lestvici od 1 do 10? Ta je za nas največja kriza. In to zato, ker ne vemo, koliko časa bo trajala. Leta 2008 smo mi v 6 mesecih splavali in je bila zadeva že junija 2009 za nas, rekel, smo bližje na nivoju leta 2008. V zdajšnjih časih imamo naročil ogromno, kot je isto omenil, imamo težave z granulati. Zadnjič se je že naredilo, da smo rekli, da bomo za 14 dni mogli celo ustaviti proizvodnjo, ker ne bo. Ampak na srečo nam tukaj še naši kupci in pa kupci, kot so BMW, Mercedes, pomagajo, da prijemo do teh surovin. Tako da stanje je zelo negotovo in za mene je v bistvu zdaj to, če bi rekel 1 do 10, najnižji nivo sigurnosti posla, ki ga jaz vidim. Ampak verjetno pa, vsaj koliko razpoznamo, še vedno imate v sebi tudi precej optimizma in tudi šaljivosti. Verjetno se je kakšna šala porodila tudi v tem obdobju. Ja, tudi, glejte, vedno moramo biti optimisti, to brez tega ni nič, ne, ker
pač, če se ne bomo, rekel, pohecali tudi na svoj račun, pa na drug račun, potem pa bomo sami jokali, kako je vse hudo, pa slabo, ne bomo delač prišli, a ne. Mogoče lahko povem en vic, ko je prišel, ki je vezan malo na COVID, ko je prišel pacient k zdravniku, pa je imel puščico v glavi, ne, in ga vpraša zdravnik, pravi, vi imate puščico v glavi, je rekel, vem se, zato sem prišel. Je rekel, ampak, je rekel, kaj bo zdaj, boste vzeli to puščico ven, pravi, ne, ta prvo vas bomo testirali. Je rekel, in kaj, če bom pozitiven, je rekel, te prišel čez 10 dni nazaj. Bo še najprej izolacijo, ne? In pa se bo naprej pogovarjati. Ja. Imate vi mogoče kakšno anekdoto, gospod Novak? Ja, jaz ne bom pozabil tega od včeraj, ne, zdaj, vsaka negotovost je pravim tudi priložnost, ne, in rekel, smo se kar dobro pogajali, ne, glede določenih obrestnih mer, tako da smo se pogajali tam, bo 0,5, bo 0,8, ne, in sem rekel, lej, dajte še nekaj narediti, ne, sem rekel, jaz imam tlele ponudbo za 0,5, ampak pa mu povem, ne, pa kdo pa kaj pa koka, ne, sem rekel, sam lej, midva se že dolgo poznava, sem rekel, prosim, to sem ti jaz povedal, ampak prosim, ne nosite informacije okrog, ne. Res prosim, da ostane med nama, ne, če ti že moram povedati, ne. Rekel, presežem na svoji hčerki, ne, in potem se dopolne, ampak na ta mali, ki je 4 leta stari, ne na uni, ki je 15, za uno že ne veš več. Ja. Se pravi tudi, da smeh je pol zdrave, prav je pa izolacija. V redu to. Pa je tudi radi pojete na balkonu? Ja, seveda. Zadnjič enkrat sem pel potem krompir, paradajz, čebulo, jajca in sem se odločil, da naslednji dan bom še enkrat pel, da ne bo še meso. Kje sem vas obmetaval? Dobro, malo še gorenjskega smeha, malo humorja. Jaz imam še eno vprašanje, prej smo omenili situacijo, kakšna je trenutno, kakšno prihodnost pričakujete? Kaj pričakujete, da se bo v prihodnosti, v prihodnjih mesecih zgodilo tako na ravni poslovanja, kakšne izzivi nas čakajo, kot tudi na ravni mogoče cen za potrošnike? Na ravni poslovanja Polikoma bomo malo prej dosegli vizijo, ne, ker mi smo rekli, da moramo v dobrih 5 letih prodajo podvojiti, ne. Zdaj, če cene grejo gor, bo to prej, ne. Bo veliko lažje, ne. Ampak ja, zdaj na ta kratek srednji rok so pričakovanja in trendi jasni, tukaj se prilagajajo trenutno cenovni pogoji, stranke to razumejo, tudi sprejemajo, seveda na primeren način je treba pristopiti, pa primerno tudi prodati, oziroma tudi obvestiti. In to je ta kratek srednji rok. Potem bo spet sledila, potem pa mislim, ko bo šlo to mimo, se bojo tudi proizvajalci drugače organizirali, tudi določene verige se bojo drugače organizirali in se ponovno prične obdobje konkurence, ne. Iz tega gledišča, ne, Polikom je zavzel strategijo, da prenašamo samo cene materialov, medtem ko na procesih moramo konkurenčnost z svojimi strateškimi projekti, ki jih imamo v teku, še povečevati, zato da bomo konkurenčni tudi na dolgi rok. Zdaj, ja. Kar izvolite, kar nadaljujte. Zdaj, iz vidika Polikoma, ne, pričakujemo rast poslovanja tudi v nadalje. Verjamem, da imamo dobre relacije z strankami in da tudi razvijamo relacije z dobavitelji v pravo smer. Tako da bomo v bistvu lahko tudi na dolgi rok. Zaenkrat imamo tudi, bom rekel, še kar, bom rekel, točne dobave do strank, da se pa zavedamo, koliko resna situacija je, pa tista informacija, ki je prej isto rekel, ne. Material sharing se dogaja že na nivoju OEM-ov. To pomeni, da BMW, ki ne želi dobiti samo komponent od Polikoma, želi dobiti tudi druge izdelke, sisteme,
da lahko sestavi svoje vozilo in želi uravnoteženo dobiti, ne. Celo reče, dajte Polycomu malo manj, dajte drugemu dobavitelju malo več in obratno, zato da je nekako, so vse oskrbovalne verige nekako poravnane. Zelo pomembna se mi zdi podpora strankam in da imajo stranke občutek varnosti, da vedo, da je tvoje podjetje stabilno, za njih varno kot dobavitelj, da vedo, kaj boš v naslednjih obdobjih naredil, se pravi, da nimajo nekih negativnih pričakovanj in negativnih presenečenj. Dobaviteljske verige, kot smo že omenili, pričakujemo, da se bojo nekako bolj lokalizirale kot v preteklosti. Ta trend pri naših kupcih opažamo, tudi so nekoliko bolj dovzetni za spremembe. In to so ena taka, če lahko povzamem, najpomembne točke. Gospod Stanovnik, vi imate tudi potomce v svoji družini. Kako pa oni doživljajo to krizo, ker se verjetno tudi zdaj že uvajajo malce v podjetje, vsaj nekateri? Ja, jaz imam 2 hčere pa enega sina in sin in hčera delata v prodaji, tako da nimata več potovanj, tako kot ste jih imela prej, se pa ravno tako truta. In potem imamo na srečo, v proizvodnji uveden zdaj neka virtualna očala, ne vem, kako se že to točno imenuje, skozi kateri v bistvu lahko potem našim kupcem predstavimo inovativnost, ki smo naredili rečemo v zadnjem letu in tako naprej. Seveda, otroci so vpeti, ampak oni so v svojih oddelkih, tako da niso na vodilnih mestih, no. No, če ste v prodaji, ste soudeležena pri rasti prodaje, ne? Ja, to pa imata cilje postavljene in morate dosegati. Odlično. Ok, jaz vabim, če ima kdo kakšno vprašanje, imam še jaz eno tudi za konec, vabim pa naše udeležence, da se lahko v tem trenutku tudi, če ima kdo kakšno vprašanje, priključijo. Bi kdo kaj vprašal naše 2 gosta danes? Ne? Potem imam jaz eno zadnje vprašanje. V avtomobilski industriji ste, rekli ste, kako je z cenami, vsi smo tudi potrošniki, ali je čas, da kupimo avto, ko je še poceni? Seveda. Definitivno. Danes, ne jutri. No, pa zdaj bo še malo deževati, za koliko bojo avtomobili čez 1 leto dražji, približno enaki? Moja ocena je, če gledam po surovinah, bo po moje 20% dražji. 20% dražji. Seveda. Ja. To govorimo o modelih, ki se zdaj proizvajajo. Električni bojo pa verjetno zdaj v prvi fazi še malo dražili, potem bojo pa začeli bolj padati dol. To je moj pogled, no. Kdaj bojo pa električni brez subvencij cenovno konkurenčni ostalim? To je pa veliko vprašanje, ne? Ja. Sej Goran, vse ostalih sploh ne boste smeli več kupiti. Ja, to je pa res. Vsi gremo v zeleno, digitalno. Digitalno smo zdaj že revolucijo doživeli, zdaj pa še kakšna zelena revolucija, je tako? Tako, ja. Ok, najlepša hvala obema za današnje sodelovanje. Želim vam še veliko uspeha naprej. Če imate še kaj dodati, lahko tudi zdaj še kaj dodata. Jaz bi pozdravil vse, ki so nas poslušali, jaz upam, da smo kaj zanimivega tudi povedali, razen sam vica, ne. Tako da želim vsem optimistično naprej in upam, da se hmalo spet vidimo v živo. Hvala. Iztok? Jaz vam pa želim lep vikend, pa da ga res dobro izkoristite, pa res, da se vidimo kje v živo, zato ker mogoče to smo izpustili, da smo drugačni kot drugi, ne, se pravi takrat, ko ni bilo, bom rekel, virtualne komunikacije, smo bili drugačni, če smo virtualno komunicirali, ne. Zdaj smo pa drugačni, če se na črno zmenimo za kosilo, ne, pa imamo kosilo. No, lahko pa še jaz za konec povem, ker smo že tako malo v anekdotah, že pred meseci sem šel iz našega sedeža v klet po avto, ne, da gre ven in ni bilo ravno luči v kleti in ko sem stopil skozi vrata ven v klet, je nekdo prišel mimo
brez maske. In sem se takoj avtomatsko, samodejno, refleksno umaknil. Ker pomeni razlika med epidemijo, ko pridete v temno klet in časom pred epidemijo v tem, da smo se včasih ustrašili v temni kleti ljudi z masko, zdaj se pa ustrašimo ljudi brez maske. Okay. Tudi takšna anekdota, ne. Hvala obema za današnje sodelovanje. Mislim, da je bilo zelo zanimivo. Tako da se vam res iskreno zahvaljujem. Hvala tudi vsem današnjim udeležencem za pozornost. Prišli smo do konca današnjega webinarja. Posnetek, kot rečeno, vam bomo poslali, tako da ga boste lahko delili tudi z vašimi sodelavci. Vabimo vas tudi k vprašanjem našima gostoma po webinarju. Pošljete jih lahko na sasa.pipan@sbc.si in seveda jih bomo tudi posredovali naprej. Verjamem, da se malo spet vidimo na naslednjih webinarjih, v vseh aktualnih terminih vas bomo sproti obveščali. Prihajajoče webinarji pa znajo biti kar 4, še posebej zanimivi, ker se bomo na vseh pogovarjali o denarju. 15.4. za strokovnjaki Nove Ljubljanske banke o obvladovanju tveganj in financiranju po koroni, o negotovostih in tudi priložnostih. 20.4., to je, opozarjam, torek, z Spiritom, kaj podjetnik lahko dobi od Expa v Dubaju. Skratka, zelo se bomo osredotočili na to, kaj podjetnik, ko se bo začel letošnji Expo, lahko tam dobi. 22.4. z Rotom in pa SID banko v zelenih posojilih, zelenih obveznici in tudi zelenih projektih. In pa 6.5. s Tikoprojem smo dogovorjeni zdaj tudi za 3-krat na leto o aktualnih razpisih, tako da boste vse ključne razpise lahko spoznali na enem webinarju v naslednjih 3 do 4 mesecih, ki bodo. Najlepša hvala vsem za pozornost, ostanite zdravi in srečno. Adijo.